Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizije As, kjer se bomo danes pogovarjali o športu, natančneje o nogometu, o prihajajočem nogometnem prvenstvu, torej 23. svetovnem nogometnem prvenstvu, ki bo letos na severnoameriški celini. In da bi malo pokomentirali ta svetovni dogodek, smo v studiu povabili gospoda Danila Kacjana, ki je podpredsednik Nogometne zveze Slovenije in pa tudi predsednik MNZ Murska Sobota. Gospod Kacjan, lepo pozdravljeni v našem studiu. Ja, lepo zdrav tudi vam. Torej, kako vi gledate na to 23. svetovno prvenstvo, ki se v teh dneh začne in poteka v Mehiki, v Združenih državah Amerike in pa v Kanadi? Ja, jaz mislim, da je spet prišel trenutek, ko bodo se ljudje več ali manj pogovarjali ogromno o tem nogometu. Tudi sam sem pred 14 dnevi bil v Vancouverju, v Kanadi, kjer se bo tudi igralo nogomet, bil sem na kongresi FIFA, tako da sem tudi sam malo videl, kaj to pomeni. Mislim, da je zadeva v tem trenutku specifična, ker se pač odvija v 3 državah. Jaz vidim največjo težavo v tem edino, ker bodo središča od enega do drugega, kjer bodo se odigravale tekme, zelo oddaljena in bo logistično to velik zalogaj za organizatora, pa ne nazadnje tudi za vse ekipe, ki so se uvrstile na svetovno prvenstvo. To svetovno prvenstvo bo po mojem zelo specifično. Jaz upam, da bo kljub temu na koncu zmagal nogomet, ker tudi danes v te zadeve svetovnikov se dogajajo okrog nas Iran, Amerika, eno, drugo, tretje, četrto. Tako da jaz mislim, da bodo tu kar tudi poostreni ukrepi bodo veliki. V posameznih krajih, ki se bodo odigravale tekme, v bistvu ti sploh ne boš mogel do štadiona z svojim prevozom, ampak boš mogel vse uporabljati, javne prevoze. Cene bodo zelo solidne, jaz pravim solidne, če ne visoke, in bo za tiste obiskovalce kar velik strošek. Jaz pričakujem, da malo so že bili zapleti, danes tudi sem videl, da en sodnik ni mogel priti na svetovno prvenstvo, ker je pač nekje ugotovljeno, da ne izpolnjuje nekih kriterijev za vstop v Ameriko. No, zdaj govorimo o tem somalskem sodniku. Ja. Ampak zanimivo je, da on prihaja iz najbolj koruptivne države na svetu. Po tem indeksu korupcije, vemo, tam so somalijski pirati in tako naprej. To je res. Menite, da ne bi bilo možno, da bi on bil v kakšne zgodbe vpleten v državi? Ker priti na tak položaj mimo, če si v take državi, je zelo težko, ne? No, jaz bom tako rekel, ampak ocenjujejo strokovnjaki, da je eden med najboljšimi sodniki na tistem celini. Tako da, absolutno, če je vpleten v neke nečedne posle, mu tudi to treba prepovedati, ne. To se pravi, da je to že en dokaz, da bodo zelo poostreni ukrepi in da bo v bistvu za varnost največja pozornost dana, ne. Koliko sem tudi seznanjen, pa koliko tudi vem, bodo tekme več ali manj se razprodale. Ne glede na to, da so velike celine, da so velike razdalje in da so tudi cene zelo zasoljene. Se pravi, da nogomet je kljub temu tisti, da ljudje na koncu glih ne sprašujejo, kaj to stane, ampak samo, da smo pač tam prisotni. Kaj se tiče nekih rezultatskih zadev, mislim, da bodo evropske države imele največje težave. Zakaj? Ker že v same zgodovini, ko so na tistih podobnih celinah izvajalo to svetovno prvenstvo, še nikoli nobena evropska država ni bila svetovna prvakinja. To je prvič. Drugič, tudi že klimatske razmere, pa eno, pa drugo, pa tretjo, evropskim državam glih preveč ne ustrezajo, ampak pustimo se presenetiti. Ampak neka zgodovina, če jo gledaš periodno in jo spremljaš, na koncu kljub temu nekje drži. Nikoli pa ne smeš izločiti nobene države. Tako da jaz pričakujem,
od tega svetovnega prvenstva, da bodo ljudje čim več spremljali, da bodo čim bolj uživali v nogometu in da bo tudi po končanem svetovnem prvenstvu zanimanje za nogomet narastla. Je bilo modro, da so dvignili število reprezentanc, ki sodelujejo na tem svetovnem prvenstvu na 48? To je zdaj vedno vprašanje. Zdaj za tiste, ki so udeleženci, pravijo ja. Ampak prej je bilo, ne vem, 64 tekem, zdaj jih je 104, ne? Ni to neka zasičenost potem s tekmami? Vse to, verjetno bo tudi na koncu se pokazalo, ne, ali je bila ta odločitev pravilna ali ne. Z to razširitvijo se dejansko zdaj dala malo večja možnost tudi tistim manjšim državam pod narekovaji, da lahko pridejo na neko veliko tekmovanje, svetovno prvenstvo, ne nazadnje največje tekmovanje v tem športu. Prej je bilo bistveno težje priti na svetovno prvenstvo, ne. Slovenci smo tudi bili na svetovnem prvenstvu, ne. Zdaj nažalost pač nismo. Tako kot Italijani, ne? Ne, Italijani že kar nekaj časa niso, ne. Pa so nekje delajo kot nogometna velesila, ne, sploh znotraj Evropske unije. To se pravi, da ni vedno predpogoj, da si veliki, ne, tudi majhni nekje uspejo. Rečem, zelo lep primer je bivša bratska Republika Bosna in Hercegovina, ki je prav Italijane premagala, ne. Tudi Hrvaška ni ne vem kako velika država, pa so se kljub temu uvrstili na svetovno prvenstvo in vedno igrajo tudi vidno vlogo, ne. Tako da po mojem, a bo se ta sistem obnesel v prihodnosti, je vprašanje. Tako da manjše reprezentance so malo imele večjo možnost, da preko nekih dodatnih kvalifikacij tudi se uvrstijo na svetovno prvenstvo. In mogoče je FIFA v tem trenutku razmišljala v tej smeri, da tudi majhni dobijo malo priložnost, da se pojavijo na velikem odru. In da tudi jaz bom najbolj vesel, če se bo pokazalo na tem svetovnem prvenstvu kako presenečenje od teh majhnih držav, ne, takrat bomo lahko povedali, da je mogoče bil zadetek v polno, če da pa mogoče prevelika razlika, pa da je verjetno potrebno razmišljati, ali v prihodnosti v tem sistemu, v tem formatu nadaljevati tako tekmovanje. Koliko je še na tem svetovnem prvenstvu v ospredju šport in ali ga ni prehitel posel? Kajti FIFA si obeta 3 milijarde evrov prihodkov. Torej, to je 3-krat več kot recimo pred 4 letmi, ko je bilo v Katarju svetovno prvenstvo. Pa koliko tu potem, če gremo naprej, so tu razne lobistični stiki, razne, bom rekel, denarne spodbude odločevalcem, vemo, to je bilo v Katarju, pa morda tudi tu ni bilo kaj drugače, da torej, da je nekako posel oziroma denar premagal šport. Nas bo mogoče zdaj uporaba mogoče glih ne preveč umesen zadevo. Jaz pravim, da je šport v tej obliki postal ene vrste gladiatorstvo. Da zdaj dejansko tisti, ki imajo kapital, tudi o tem odločajo in tudi vejo, da ljudje to pridejo gledati. Prej je gladiatorstvo bilo v manjšem obsegu in je javna gospoda to gledala. In to je lahko tudi v prihodnosti veliko vprašanje, ker tekm, ki bo jih pač toliko pa toliko, ne, vseh pogledati ne moreš, ne. In če jih pogledaš samo polovico, več ne veš, koliko si jih gledal. Tako da jaz, po mojem mišljenju, se draž tega malo gubi. Ampak ne nazadnje je pač to industrija. Nogomet je tudi industrija, to se moramo zavedati. Industrija pa je uspešna tako dolgo, dokler ima podpornike. In če mi imamo danes stadione za 50 000 gledalci, pa še je povpraševanje za 51 000 kartov, to se pravi, da ta posel teče. Res pa da je, da tisti, ki pa to vodijo, ne, pa se gre že v take številke, da je na koncu vprašanje, ali več to vzdrži, ali več to ne vzdrži. Če mene vprašate, se bojim, da dolgoročno to vpliva negativno na ta šport, ker je to predvsem preveč skomercializirano in da se bojim, da v prihodnosti, če bomo v tem trendu nadaljevali, da še bo samo slabše. Ti danes boš mogel na koncu
vsaki tekmo, ki boš jo hotel gledati, boš jo mogel posebej plačati, tudi če boš jo hotel gledati. In ni več, pravijo, nogomet je bil kljub temu tisti šport, ki je bil dostopen za najširšo množico obiskovalcev. Ampak v tem trendu, kot grejo zdaj te smernice, se bojim, da več to ne bo. Ker je pa to kljub temu tako močna industrija, pa tako močen lobby, da ga danes, če številko napišeš, te mogoče malo strah postane, ne? Ampak ne nazadnje zdaj ena reprezentanca, kot je Bosna, ali pa ne podobno, če dobi 10 milijonov evrov, je za Bosno kljub temu veliko, ne? Ampak če bo glede na to, da pa kje pa zdaj tekmujejo, ne? Pa vse te logistične zadeve, kaj jih imajo za izvest, sploh pa oni, ki so se v dodatnih kvalifikacijah uvrstili tja, da so dobili na koncu tisto, kar je ostalo, ker niso imeli možnost dobene izbire. In se imel samo dve možnosti, vzame ali pa pusti, ne? In na koncu to je vprašanje, če jim sploh kaj ostane. Tako da tu sem prepričan, da smo pred nekimi izzivi. Po prvenstvu bomo lahko povedali, po mojem, bistveno več, ali je bila ta formula prava ali ni bila formula prava. Vendar jaz vedno pravim, da noben sistem ne more biti zabetoniran, ne? Če ugotovimo, da je nekaj bilo slabo, jo poskušamo na naslednjem take velike tekmovanje tudi spremeniti in poskušati. Tako da pustimo se presenetiti. Jaz sem prepričan, da kljub temu, da je to na čisto drugih celinah, da tisti ljubitelji nogometa, ki so ne vprašajo, kje to je, ker pač to imajo radi, grejo, ne, to tako, eni grejo na koncert, tudi ne vprašajo, koliko stane, kje je koncert, ne, tako je tudi v tem športu. In da nažalost mi Slovenci bomo pač zdaj bolj gledali doma, ne, to zadevo. Jaz bi bil zelo vesel, da bi mi bili tam na tem svetovnem prvenstvu, ampak mi ne moremo vsako leto, mislim, vsakih kvalifikacijah priti na evropsko prvenstvo, priti na svetovno prvenstvo, ker nogomet je krut isto kot gospodarstvo, ne. Samo, ko smo bili na evropsko prvenstvo, smo bili vsi heroji, ne. Leto dni po tistem pa smo že vsi tisti, ki smo odpisani in več ne veljamo nič, ne. Človek je na koncu kljub temu rezultat je tisti, ki je gonilna sila vseh teh zadev, ampak tudi tisti, ki pa res so pravi, tisti ljubitelji nogometa, pa tudi znajo nagraditi, če je ekipa izgubila, pa se je pošteno borila. Ni vedno, ne moreš vedno ti samo zmagovati. Jaz se od tega svetovnega prvenstva želim predvsem to, da bi se končalo mirno, da ne bi bilo nekih neljubih dogodkov, da bi resnično na koncu zmagal nogomet, da bi resnično ljudje kljub temu v tem dogodku uživali. Svetujem pa jim pač, ker zdaj tudi bodo v takih terminih, da boš že mogel zjutraj ob 2 vstati, če boš hodil tekmo gledati, ne? Da bi če preveč tekm gledali. To je bolj za penzionista. To se pravi, da še v službo boš šli tako mogel iti, ne? Da ne bi preveč zaspali doma, ne? Ker pol tudi delodajalci ne bodo preveč zadovoljni in da bo na koncu pač zmagal tisti, ki je pač najboljši. Če mene danes vprašate, kdo je moj favorit, kdo ni. Kdo je zares vaš favorit? No, na tem svetovnem prvenstvu jaz, tako kot sem že povedal, v teh celinah nikoli dobena evropska država še ni bila svetovna prvakinja. Jaz dajem prednost predvsem skandinavskim državam, Norvežanom, Dancam, tudi enim Švicarom, čeprav so majhna država, nikoli pa ne smemo pozabiti tudi Francozov, Nemcov in tudi Špancov. Lahko pa je tudi kako veliko presreče, ampak to je neka skupina, ki kljub temu že ima izkušnje, že tudi Skandinavci so absolutno bolj, bom rekel, na klimatske razmere, bolj navajeni, kak smo tudi mi, in so malo bolj, bom rekel, tisti gospodarski delavci, ne, in tisti bodo prišli na tem svetovnem prvenstvu, po mojem, do izraza. Kaj pa recimo Južnoameričani, recimo Argentinci, ki so pred 4 letmi zmagali na svetovnem prvenstvu, Messi še vedno igra, kakšne ima kaj oni šanse? Oni so dejansko branilci naslova. Argentincov ne moreš nikoli jih ne moreš izločiti, ne. Ampak Messi, on je dejansko legenda, ne, isto kot pri Hrvaškem Luka Modrić, ne, ki je še gonilna sila pri njegovih rosnih mladih letih, ne, in to so fenomeni, ne. Ljudje, ko so odigrali toliko pomembnih tekem, ne, in še vedno, ko grejo na bilo katero tekmo, igrajo, kot da je to njihova prva tekma in se hočejo vedno dokazati, ne. To so redki igralci, to je Messi, Modrić, Ronaldo, pa ne moreš, vse teh držav nikoli ne moreš izločiti, niti Brazilije nikoli ne moreš izločiti, ampak kljub temu jaz mislim, da
v tem trenutku mislim, da Brazilija ima dobro ekipo, tudi Argentina, ampak pustimo se presenetiti. Ne? Jaz, tako kot sem povedal, v tej obliki, ne, Portugalsko tudi ne moreš nikoli, da bi rekel, da je pač to samo udeleženka svetovne prvenstva. Če bi bil čudež, pa vedeš, ne bi vam z veseljem povedal, kdo bo, ker tebi tisti jackpoint igral, čeprav ga nikoli ne igram. Do zdaj so seveda zmagovale na teh svetovnih prvenstvih samo ekipe iz Evrope in iz Južne Amerike. Je morda sedaj čas, da bi zmagala katera ekipa iz katere druge celine? Možno je vse, ne. Možno je vedno, ne, ker vedno tudi boljši ne zmaga, ne. Tudi del sreče te more pratiti. Ampak to je zdaj kljub temu turnirska zadeva, ne. Odvisno od kakih poškodb, ne nazadnje tudi od kakih izključitev, kakih ključnih igralcev, pa eno pa drugo. Tako da verjetno med nami 100 gledalci, če bi delali zdaj, vsi bi najdli nekega svojega favorita, ne. Ni danes formule, da boš ti dal v umetno inteligenco in boš jo vprašal, kdo je svetovni prvak, pa bi ti odgovorila, ne. Pol bi vsi igrali na tisti jackpot liste, kaj je umetna inteligenca odgovori, ne. To ne moreš. Nogomet je pač piramida, nogomet je neka, ki zlagaš kocke, ampak do konca je nikoli ne zložiš, dokler sodnik ne odpiska konec finalne tekme, takrat, ko ugotovimo, da je svetovni prvak. Če gremo sedaj na slovenski nogomet, prej ste že omenili našo reprezentanco, nažalost se ni uvrstila na to svetovno prvenstvo. Pred kratkim je imela tekmo z Hrvaško, kako ocenjujete to tekmo? No, tako le bom rekel, ne. Jaz sem bil sam na te tekme. Sem bil zadovoljen. Predvsem iz tega, ker mi še kljub temu imamo dostikrat malo tisti podzavestni kompleks, da so oni boljši od nas. In že gremo na tekmo vedno z nekim spoštovanjem, ne. Predtem smo igrali doma s Ciprom in ni bilo jih ne vem kaj, ne, ker vedno pravi Cipr, če tega ne moreš premagati, ne, ti ne veš, ne moreš nobenega premagati, ne. Hrvati so bili tudi, sem prepričan, podzavestno prepričani, 3-4 nam dajo, pa gremo domov, ne. Ja, ne, zdaj, idete smučati, ne, ampak so se mogli fejs smučiti, ne. Fejs smučiti in tudi na koncu smo še pač v zadnjih sekundah dobili tudi tisti drugi gol. Mi na te tekme smo se ustvarili več šansko, pa so se ustvarili Hrvati. In če bomo nadaljevali v tem trendu, mene je tam presenetil en igralec Begić, ki smo ga zraven poklicali. Mi imamo neki potencial. Dejstvo je tudi bilo, da še mi nismo imeli kompletne ekipe, Šeško nam je manjko, marsikateri igralec, Elšnik, pa ti nosilci igre, ki so bili do zdaj. To se pravi, da kljub temu ne glede, da smo mi majhni, dejstvo pa je, mi če se 150% ne potrudimo, ne moramo premagati nikogar. In za našo trmo, za našo vztrajnostjo in za disciplino smo mi lahko vzorčen primer, kako lahko nekaj narediš. Ker mi smo na Evropskem prvenstvu samo na podlagi tega, kaj sem vam zdaj povedal, dosegli vrhunski rezultat. Mi, če mislimo, da smo individualno močnejši od vsakega nasprotnika, ni variante, ampak se moramo res boriti. Tako da to tekmo, jaz upam, da ni bila to samo ena preblisk, da je pač tu ena izhodišče, nad kateri je treba graditi in se pač tudi nadejati boljših rezultatov slovenske reprezentance, čeprav kvalifikacije za Lige narodov, ko se bo začela, ne, je zelo težka skupina, ne, ti ne moreš dobenega premagati in se pač moreš boriti. Tako da bilo je kar Varaždine, ni bilo daleč, ne, zato je tudi kar nekaj naših slovenskih navijačev bilo bi jih bistveno več, ampak je domačin pač omejil število stopnic za gostujoče navijače. Jaz osebno sem na koncu bil zadovoljen, nisem bil glih najbolj srečen, da smo izgubili, ampak nisem imel kaj zameriti, ker so pokazali, da se lahko tudi z udeleženko svetovnega prvenstva na njihovem terenu enakovredno tudi kosajo in da je bila Hrvaška, kljub temu je to bila zadnja tekma pred odhodom na svetovno prvenstvo, kjer so hoteli tudi domačim navijačem pokazati, da je Lipa naša, kljub temu še glavna na tem predelu bivše Jugoslavije, ampak so se mogli kar krepko potruditi. Vemo, čez 2 leti bo Evropsko prvenstvo. Kakšne možnosti ima slovenska reprezentanca, da se uvrsti na to Evropsko prvenstvo?
Možnosti imamo takšne, kot so se uvrstili že v Nemčijo na Evropsko prvenstvo. Težka bo vsaka zadeva, vse države že igrajo. Danes ni več nekih večjih, boste gledal. Angleži so osvojili skoraj vse pokale, ne? Razen Paris Saint-Germain, ko je premagal Arsenal. Ampak v teh klubah tudi igrajo igralci iz reprezentantske, so zelo malo poznane, pa vidno vlogo igrajo, ne? Tako da mi ne moremo naprej reči niti za eno reprezentanco, da jih lahko premagamo. Mi ne moremo več reči, da zdaj ene Ferske otoke, ne? Ja, ne. Če jih so dopoldne kelnerji, ne, popoldne pridejo na igrišče, pa litak nogomet igrajo. Mi moramo se vsake tekme lotiti odgovorno in v reprezentanci morajo biti igralci, ki želijo igrati za reprezentanco. Ki želijo. Ker ti fantje imajo toliko tekm, ti fantje imajo ogromno, mi zdaj nogometaše vidimo samo v lepi obliki, ne. Ti nogometaši se morajo marsikateri zadeve odpovedati, marsikje so prikrajšani in če pride tudi najboljši, ne nazadnje Šeško na zbor in nima želje igrati, je brezpredmetno, da hodi. Tako da moja želja je, da selektor pa strokovno vodstvo najde ekipo, ki je veriga. Veriga 11 igralcev, ki ne popusti, ker če en člen na verigi popusti, smo že tekmo izgubili. Tako da mi lahko samo v tem sistemu nekaj naredimo, morate tudi biti malo na konti fortuna sreče, brez sreče tega tudi ni, ampak samo se na srečo zanašati ne smeš. Ti se moraš delati in še delati in verjamem, da samo na tak način lahko uspemo, moramo pa biti tudi realni, da vsi, ki gremo na tekmo, moramo biti toliko, če izgubimo od boljšega nasprotnika, pa se naši igralci 110% trudijo, jih moramo nagraditi. Mi smo Slovenci, bom rekel, zelo športni narod, ampak tudi zelo kritični narod, ne. Mi poznamo še samo prvo, drugo, tretje mesto, mi poznamo še samo zmago, ne, kak smo že nekje četrti, peti, bilo katerem športu, smo že več nezadovoljni. To pa zaradi tega, ker smo na število prebivalcev tako ali tak fenomen v športu in smo mogoče našo publiko preveč že razvadili, ne. Če smo zdaj gledali, kdaj smo Slovenci najbolj enotni, kdaj največ zastav propavlja, takrat, ko so vrhunski rezultati v športu. Mi lahko imamo bilo katero drugo prireditev, ne vem, na kakšni državni ravni, nikoli se ne bo zbralo toliko zastav, toliko pesmi slovenskih, kot se je na teh športnih prireditvah. Če bi še bili na drugih segmentih tako uspešni, pa bi se znali povezati kot na športnih prireditvah, ne, pol bi Slovenija že danes, je za mene fantastična država, predstavljala eno oazo lepote, eno oazo strpnosti ljudi in sodelovanja. Samo na tak način mi lahko nekje dosežemo neki rezultat. Morda še en komentar Slovenske nogometne lige. Vemo, jih je 10 reprezentanc, na koncu jih je samo tekmovalo 9. Šla je v stečaj, so šle Domžale. Potem vidimo težave z teh dveh največjih klubov, Maribora, Olimpije, ki se niti niste uvrstile bom rekel, na pot v Evropo. In pa seveda je še tu Celje, ki je igral v neki svoji ligi. Kako to komentirate, to stanje? Pa še nekaj, nekako, če smo gledali malo to tekmo za tiste kvalifikacije, tistega dodatnega, ki je bil za dodatne kvalifikacije za popolnitev prve lige, sem imel občutek, da so ti dve ekipi gledali, pač igrali tako, da ne bi zmagali, da so nekako, da ne bi šli v prvo ligo, ker tak občutek sem dobil, no pa upam, da me gledalci ne gledajo po stran, ampak sem dobil tak občutek, da ni bilo glih tem dvem klubom nek velik interes, da bi šli v prvo ligo, kajti definitivno so s tem povezani veliki stroški. No, čisto enostavno bom jaz to povedal, ne. Mi smo imeli včasih 21-člansko prvo ligo. Za časa Juge. Tudi v Sloveniji smo imeli, ko smo imeli. Mi danes v tem trenutku moramo vedeti, da brez gospodarstva mi ne moramo imeti profesionalnih ekip, ne glede na v kateri panogi, ali je to nogomet ali je bilo kaj. Da je danes ene
Domžale, nekaj gospodarsko močna občina, ne, ki je bila ves čas nekje izredno prepoznavna z dobrim delom mlajših kategorij, marsikaterega igralca, tudi reprezentanta so ustvarili, ogromno nekih igralcev so tudi nenazadnje prodali, da jih danes več ni. Mi v Sloveniji se moramo zavedati, da če ne bomo imeli gospodarstva, ne bomo imeli nič. Moram se pa tudi zavedati, da je v tem trenutku v Sloveniji že ogromno gospodarskih panog, ki niso več v naši lasti, ampak so v lasti tujcev, ki niso v Republiki Sloveniji in več nimajo interesa toliko vlagati v neke športne zadeve. Jaz sem zadnjič lepo povedal, da se bojim, da dolgoročno, če bo situacija taka, kot je danes, je vprašanje, če bomo mi lahko imeli prvo ligo 10-člansko profesionalno. Po mojem 3-4 klubi da odstopali, drugo da je moglo iti delati, ker ne boš mogel. Naša zakonodaja je skrajno nenaklonjena športu. Mi nimamo dobenih nekih olajšav, tudi da reč po kakšni obrtniki, kakšna podjetja, nimajo dobenega razloga, da bi nekemu klubu nekaj pomagali. Jaz se bojim, da v prihodnosti, zadnjič na kolegiji predsednika povedal, da če bo situacija taka, kaj danes, ali pa da še šele malo poslabša, je vprašanje, ali bomo imeli pogoje za 10-člansko prvo ligo, da bi bili vsi profesionalni. Se bojim, da ne, ker enostavno ne bo okolje zmoglo. Zdaj vam povedal, v Pomurju v tem trenutku, Pomurje je bilo vedno znano kot ljubitelji nogometa, kot neki regija, ki imajo ljudje izredno radi nogomet, pa so ga imeli. Ne. Mi bomo imeli zdaj dve ekipi, ki bodo igrali v prvi državni ligi, to je Mura in Nafta. Mi bomo imeli dve ekipi, ki bodo igrali v prvi mladinski ligi, to je... Se lahko mi to kot regija Samo privoščimo? malo, da vam do konca povem, ne. To je zdaj Peltici in Mura. Mi bomo imeli enega drugo ligaša, mi bomo imeli 3 tretjoligaše. Naša regija z 113 tisoč prebivalci in z našim gospodarstvom, a to premore? Ja, premore, vendar v kakšni obliki. Na koncu se bojim, da bodo scenariji zelo, zelo težki. Vi morate vedeti, reči pa en Maribor pa ena Olimpija, ki je bila tudi tradicija nogometa, kljub temu najbolj kultna neka kluba, ne? Če se ona obadata z težavami, kako se ne bi mi na tem našem področju obadali z težavami, kjer imamo več ali manj gospodarstvo z nizko dodano vrednostjo. Mi nemamo nekih, da bi res rekel, da bi ljudje nekaj imeli, ne. Ljudje imajo nogomet radi, ne. Ampak samo to, da imaš ti nekaj rad, če bi pa danes naredili neko akcijo, vsi, ki imamo nogomet radi, prinesmo 100 evrov, da bomo nekaj naredili, ne vem, če bi bila dolga vrsta. Tako da bomo imeli neke izzive velike, ne. Zdaj tujci, ne, absolutno, mi smo tudi prisiljeni, rečemo, Celje je zdaj en svetli primer, kako se da nekaj narediti, ne. Ja, ampak je to garancija, neka vizija za 5 ali pa 10 let. Mi moramo vedeti, zdaj Olimpija, Maribor se nista uvrstila, da so se uvrstila Bravo, Aluminij, Koper pa Celje, ne. To je po eni strani dobro, da tudi tisti, na katerega nič ne računaš, da pride nekam. Ampak dolgoročno je to vse vprašanje, zdaj, ko mi prijemo v neka evropska tekmovanja, ne, smo pa mi kljub temu, mi smo imeli srečo, da smo imeli zdaj Celje, od tega Celja so vsi prvoligaški klubi imeli feedback, ker je bilo kar nekaj denarja iz strani UEFA za to njihovo uvrstitev. Zato bi nam moglo biti v Sloveniji zelo interes, da imamo 3-4 klube prave, močne, da ko pride tudi v evropska tekmovanja, da iz tega se dvignemo rating, da iz tega tudi nekaj ostali klubi še preživijo. Danes ne moreš ti v Murski Soboti imeti prvoligaškega kluba z proračunom, govorim na pamet, 6 milijonov, ker ti ne spraviš skupaj. Ni, kako? Zdaj obljubljati igralci tudi, kjer mislim, da je Slovenija imel 30 000 evrov plače, ne more drugam iti. Mi bomo mogli na tako daleč se pokrivati, kako daleč je tudi nenazadnja koca, ker enostavno ne gre. In bomo imeli hude težave, ne. Jaz sem zdaj vesel, da bodo derbiji Mura, Nafta, ne. Super. Ampak kaj to zdaj pomeni?
A bomo mi to sposobni sfinancirati ali ne bomo sposobni sfinancirati? Toda, zdaj, tujci, lastniki, ja, če druge možnosti nimamo in če je prava zadeva, ne, vendar bomo mogli tudi malo miselnost spremeniti, ne, da tisti, ki da neki denar, ne, ima tudi o tem pravico odločati. Mi bi še pa nekaj tam, imeli neki sistem, ne, ti prinesi, jaz bom pa odločil, ne. Ja, to ne gre, ne. Kaj bi mogoče bila rešitev, da bi se z sosednjimi državami povezali, imeli kako skupno ligo? Se ta zamisel že kar nekaj časa, bom rekel, je na situ, ne. Jaz sem prepričan, da v prihodnosti to bo, če se ne bo situacija še kaj bolj zapletla. Ker v tem trenutku, da bi zdaj uvedli neko ligo, kaj zvem, ne vem kam, se to bi bil boom, ne, če bi ti zdaj imel v Sloveniji 3 klube, pa da imaš z Hrvaške 3 klube, da imaš Hajduk, da imaš Dinamo, da imaš Zvezdo, pa ne vem koga, ne. Ampak kaj to pomeni v smeri tekmovanja, ne? Ker prvo na mestu je kljub temu varnost, ne. Ali smo mi že tako daleč zreli, da lahko to zadevo pripeljemo do ta nivo? V prihodnosti sem prepričan, da to bo. Ker bomo se mogli na nek način tudi začeti, zdaj, mi imamo zdaj smešno situacijo. Jaz sem zdaj gledal, mi imamo eno pomursko ligo, to Mursko Soboto, ki je skupaj vodimo za mene zelo Lendava, in sem gledal po številu obiskovalcev na tekmo, je to 3. najbolj obiskana liga v celi Sloveniji. Pa ugotavljamo, da že pri nas tudi pada število obiskovalcev. Ker včasih je bilo, če je Beograd pa Kuzmač, ko sta igrala v 3. ligi, to je bilo po 700-800 ljudi na tekmi. Mi smo imeli danes tudi prvoligaške tekme, ki je bilo 250 ljudi na tekmi. In TV prenos, posebej pa to negativno vpliva na celotno nogometno sfero, ne. Tako da mislim, da smo pred izzivi, da bomo morali najti neke rešitve. Dejstvo pa je, da se pa mogel vsaki pač prilagoditi, ne, ker pri nas imamo v tem trenutku licenciranje, mi še danes nimamo vseh ligskih stavljenih, ne. In to je najslabše, ne. To je najslabše. Zdaj ena Gorica, ki je res nekaj pomenila, zdaj licence ni dobila, ne. Jaz mislim, da še marsikdo bo imel hude težave, ne. In da zdaj mi na nivoju rečemo teh lig, pa tega še sploh ne moramo pogovarjati, če nimaš na nivoju državnih lig sestavljeno. Jaz sem pa država, če bo pa še naprej tako mačehovska, pa ne mislim, da bi nam država kaj dala. Država nam ne sme stran jemati. Ker vsi te klubi, ko igrajo v evropski tekmovanji, mi davek plačamo, kaj se ga v tujini zaslužimo. Jaz razumem, če nam davek dajo, da nam tisto pol vrnejo, kaj so si sami zaslužili, ne. Ker bi to bilo v bistvu neki poplačano učinek po delu. Ker če hitro vedno izpadaš, tako več nič ne dobiš, ne. Tako da so neki izzivi. V Murski Soboti, bom rekel takole, regija potrebuje Muro, ne. Mi če pravimo, da je neki regijski kraj v Pomurju, bi ne bila Murska Sobota, ne. V Murski Soboti, že ko so bili rezultati, je bilo vedno 3 do 4 tisoč ljudi. Pa tudi zdaj, ko niso bili preveč blešeti rezultati, so še bilo kljub temu 1500 ljudi, ne. Ampak to je premalo, ne. Mi govorimo danes o infrastrukturi. Je res, da bi bilo fajn še kaj dodati, ne. Mi danes nimamo slabe infrastrukture. Jaz se bojim, da dolgoročno, če bodo tako potekale zadeve, da bo še več infrastrukture samevalo kot pa danes. Mi smo imeli v okviru Murska Sobota, ko ste jaz pričetal zadevo, 41 klubov, zdaj jih imamo 30. Jaz sem prepričan, če se ne bomo nekaj zresnili in če ne bo večji interes, da v par letih še bomo imeli bistveno manj klubov, ker nihče več noče biti predsednik kluba. Zakonodaja, skrajno neugodna, ne. Vsi predsedniki so amaterski delavci, ki se trudijo, nenazadnje vlagajo svoj čas, pa še tudi mogoče kakšne finance, na koncu odgovarjajo za svojim premoženjem za delovanje društva. Mladi več niso toliko zainteresirani. Danes vsi podatki kažejo, da bomo več kot 30% otrok v Pomurju z prekomerno težo. Danes nihče več ne bi
Nič, vsi so mislijo, da je samo umevno. In tu vidim velike težave, da v prihodnost, da pa kljub temu bi se mogli otroci, ne da so poprečno 3 do 4 ure na spletu, 1 uro jim je dovolj, ne 2 uri pridejo na igrišče, naj se malo raztečejo, ker če so zdravi, otroci so zdravi, dijaki so dobri delavci, mi se enkrat vprašamo, mi imamo največ bolniških odsotnosti v Pomurju. Neki razlog mora biti, kaj to nekaj ne štima, ampak to nič ne odreagira in so pred nami neki izzivi, ampak šport je kljub temu tisti, ki je za moje pojme najbolj pomembna zadeva človeštva. Mi imamo v bistvu majhne kraje in kjer ne bo volonterjev, tudi do družabnega življenja ne bo, ker vsega plačati ne bomo mogli. In sem prepričan, da je danes prišel en čas, ko bomo se mogli vsi skupaj malo umiriti, da bomo mogli večjo pozornost narediti temu. Jaz, ko danes vidim v šoli, vse super, več jezikov znaš, več veljaš, ne. Mi imamo bistveno več ur za učenje tujega jezika, kot pa za psihofizične motorične zmogljivosti, telovadbe, absolutno premalo. In tu nič nam ne pomagalo, če imeli lepe objekte, če je to samevalo. Gospod Danilo Kocijan, podpredsednik Nogometne zveze Slovenije in pa predsednik Meneze Murska Sobota, hvala lepa za obisk našega studia in hvala lepa za zanimivo debato o nogometu. Hvala tudi vam, vsem gledalkam in gledalcem pa priporočam, da uživajo ob gledanju in spremljanju svetovnega prvenstva, da uživajo ob spremljanju tekem slovenske reprezentance in tudi ob spremljanju vsakega turnirja svojega otroka od U7, U9, U10, U naprej. Ni vse rezultat, predvsem je bistvo to, da so otroci zadovoljni, da so otroci zdravi, iz tega lahko gradimo tudi prihodnost slovenskega nogometa.